Štajerski derbi, s katerim se je zaključil 6. krog prve lige Telekom Slovenije, je v Ljudskem vrtu postregel s povprečnim prvim polčasom, zanimivim drugim in na koncu z delitvijo točk. No, pred začetkom tekme pa je bilo nekaj žalostnih trenutkov. Naši nogometaši so se namreč z ganljivo gesto, na dresih so imeli napisan priimek Črnic, na tak način poslovili od žal prehitro preminulega velikega navijača Maribora in dobrodelnika Roka Črnica. V prvem polčasu torej, kot že rečeno, bolj malo pravih priložnosti, previdna igra, sicer pobuda naših pubecev, a pravi zaključni strel smo videli šele v 39. minuti, ko je s pravo bombo poskušal Dino Hotić. V 41. minuti še ena lepa priložnost za Maribor, ko je tako z glavo mimo vrat streljal Jan Mlakar. O polčasu je torej bilo 0:0. V drugem polčasu pa veliko več priložnosti in akcije. Najprej v 48. minuti Luka Zahović preko vrat. Luka je poizkušal tudi v 60. minuti. V 66. minuti so prvič zapretili Celjani s tem prodorom Rudija Požega Vancaša. No, v isti minuti je na drugi strani ponovno dobro poizkusil Hotić, a je bil na mestu Rozman. V 73. minuti najlepša priložnost za Celjane do tega trenutka. Tako je poizkušal Požek Vancaš, izkazal se je Handanović. No, v 77. minuti pa 1:0. Po lepi podaji iz strani je bil najvišji v skoku Marko Šuler in popeljal Maribor v vodstvo. Nato se je začel pritisk Celjanov. Najprej dvakrat dobra obramba Jasmina Handanovića v 81. minuti, nato pa v 82. minuti po podaji iz kota Elvedin Džinić s krasnim zadetkom iz voleja za 1:1. No, Celjani so imeli še eno lepo priložnost v 86. minuti, ko je tako do strela prišel Wiesinger, a je ponovno bil na mestu Jasmin Handanović. Na koncu torej delitev točk Maribor Celje 1:1. Fantje so se trudili, vendar to proti nasprotniku, kateri se je res dobro organizirano branil pred svojimi vrati, ni bilo dovolj za zmago. Prvenstvo bo dolgo, take tekme so del prvenstva, tako da če lahko izvlečemo nekaj pozitivnega, je to, da so fantje res izgarali in pa to, da smo povečali prednost do naših zasledovalcev na tablici. Če v taki situaciji ne odpreš hitro tekmo, gre pol tekma tako smer, da je egal in potem se lahko zgodi marsikaj. Dosegli smo tisti cilj, ki smo hoteli, ampak škoda, da po golu smo se nekako ustavili, kot da smo dosegli ta cilj in zdaj se ustavimo in tistih 5 minut, 2 kornera so imeli, z drugega zadeli in pol spet neki vabank, ampak tokrat nam nič ni šlo.